Vabljeni k ogledu tokratne oddaje Moja družina. Naš gost bo podjetnik, vodja marketinga in prodaje v večji avtomobilski družbi, Tilen Hojić. Tilen, zanima me, kakšno inspiracijo vlečete iz vaše primarne družine? Predvsem bi rekel tukaj, da je primarno vlečen to vztrajnost, iskrenost in pa spoštovanje, se pravi neke ključne 3 stebre, ki jih verjamem, da jih mora imeti vsak uspešen podjetnik in hkrati tudi človek, da je uspešen in zadovoljen, katerega področju se loti. Vabljeni k ogledu zelo zanimivega intervjuja, vabljeni v oddajo Moja družina. Dobrodošli v oddaji Moja družina. Tokrat gostimo posebnega gosta Tilna Hojića, uspešnega menedžerja, ki se je uveljavil v avtomobilski industriji in danes vodi velike izzive na področju električne mobilnosti. A za nazivi in funkcijami se skriva še nekaj pomembnejšega. Človek, ki ceni družinske vrednote, toplino, dom in iskrene odnose. Tilen verjame, da so prav discipline, srčnost in medsebojna podpora tiste lastnosti, ki jih je dobil iz družinskega okolja in so ključ do tega, da lahko stopa samozavestno tudi na zahtevne poslovne poti. Čeprav ga poslovni svet pogosto postavlja v ospredje dinamike, tekmovalnosti in novih tehnologij, sam poudarja, da je družina tista, ki daje ravnotežje, smisel in notranjo moč. V današnjem pogovoru bomo spregovorili o tem, kako združuje hitro rastočo poslovno kariero z zasebnim življenjem ter kako gleda na vzgojo in vrednote, ki jih želi prenesti naprej ter, po njegovem mnenju, družini daje trajno moč. Tilen Hojić, dobrodošel v oddaji Moja družina. Dobrodošli. Kot prvo vprašanje, tudi za vas vprašanje, iz kje izhajate, kakšna je vaša družina, primarna družina, katere vrednote ste povzeli iz družine? Se pravi, originalno prihajam iz Grosuplja, torej majhnega, bi rekel, poprej bo to spalno naselje blizu Ljubljane, zdaj že dobro, bom rekel, razvito mesto. Upam, da se bomo kmalu dobili tudi naziv mestne občine, glede na razvoj, katerega imamo. Prihajam, bi jaz rekel, z dosti tradicionalne, klasične družine, se pravi, sestavlja oče, mama in pa starejša sestra, ki je od mene starejša skoraj 11 let. Se pravi, sem odraščal praktično z 2 mamama, za kar sem zelo hvaležen. Neke, bom rekel, vrednote, ki so mi starši prinesli, bi razdelil na 3 ključne stebre. Prva je spoštovanje do soljudi, iskrenost in pa se pravi zavedanje, da kar vlagaš, se ti slej ko prej vrne. Predvsem, se pravi, te 3 vrednote so mi pomagale, da me izoblikovalo osebo, kakršno sem, in tudi pomagalo poprej na športni poti in zdaj tudi na poslovni poti. A ste bili tak živahen otrok, ali ste bili bolj miren? So starši, bom rekel, na vas vplivali s kakšnimi nagradami, kaznimi ali pogovor? Jaz bi sebe opisal kot dosti živega otroka. Bom rekel, da sem včasih povzročil kar preglavice oziroma kakšne določene sive lase po mami, očetu, kot tudi, ko sem rekel, sestri, ki me je zaradi odsotnosti staršev, zaradi službe, ki so prav veliko bila, morala ona popaziti. Seveda, ko sem bil mlajši, so bili to, se pravi, kakšni darila v obliki, bom rekel, športnih rekvizitov, žog, dresov. Nekaj kazni, da bi rekel, kot take nikoli ni bilo. Večinoma smo imeli zelo odprto komunikacijo, starši so tudi postavili zelo jasne meje, kar je bilo zelo enostavno tudi za otroka. Seveda potem prišlo obdobje pubertete, kjer so bila določena odgovarjanja, prigovarjanja, ampak smo to, bom rekel, dosti lepo rešili. Mogoče je tudi kle pomagalo, jaz to velikokrat povem dosti v šali, da je oče tudi iz službe kot vojak prinesel to neko strogost pravila, ki pa so se predvsem odražali v smeri, da smo, tako jaz kot sestra, vedela, kje so meje, kaj se lahko, kaj se ne sme. In bili so te meje zelo pravično postavljene, zdaj, ko iz neke distance, ko sem starejši, gledam nazaj. Se pravi, mogoče strogost pa pravila niso nekaj slabega, ne?
Če so pravično postavljena. Če so pravično postavljene, zdaj kot otrok ti velikrat misliš, da temu ni tako, da se ti dela krivica, ampak kot sem rekel, zdaj ko gledam to z neke distance, z nekimi očmi zrelosti, če temu lahko tako rečem, vidim, da so bile postavljene pravično in sem jim hvaležen, da so bile obema staršema, ker kot sem rekel, velikrat mi to zdaj pomaga na poti, mogoče bolj kot se sam zavedam. Super. A ste se v družini pogovarjali tudi kaj o denarju? Ja, jaz moram reči, da sem imel to srečo, da sta tako, se pravi, oče po očetovi strani je imel svoje gradbeno podjetje, zelo uspešno, in pa se pravi dedi po mamični strani, torej oče po mamičini strani, je bil svoj čas tudi direktor Sinolesa, enega izmed največjih, se pravi, podjetij, mizarskih podjetij v Sloveniji. In bom rekel, so se tudi te neki tokovi, kako se podjetništvo vodi, prenaša znotraj družine. Mi smo imeli vedno odkrit odnos do denarja. Mi smo včasih vedeli, koliko nekdo prinaša k mizi, koliko nekdo prispeva k družinskemu proračunu in vedno je bilo to transparentno. Tudi zdaj, ko preberam določeno literaturo, vidim, da rečemo na Japonskem se to veliko dogaja, da enostavno starši dajo denar skupaj in se potem operira s tem istim denarjem, in mi smo to že, bom rekel, imeli od samega začetka, kar bom rekel, da je pričalo, se pravi, odprtemu, odkritemu odnosu, kjer ga smo imeli znotraj družine tudi glede te teme. Super. Pa mogoče se spomnite, kdaj ste zaslužili vaš prvi denar? Rekel, da sem ga zaslužil kot z delom, bom rekel, da sem ga zaslužil z igranjem košarke, kot bivši profesionalni košarkar. Jaz sem imel, bom rekel, to srečo, da me takrat lokalni klub že pri 15-16 letih namenil priložnost, da sem dobil prvo štipendijo. Poprej so bile, se pravi, žepnine in pa izvolje za sladoled s strani staršev in pa babic in dedkov, ampak ta denar, ki je bil zaslužen strani športa, bom rekel, je bil enako krvavo zaslužen, kot če bi hodil v službo. Tudi malo ljudi mogoče veto, da jaz trenutek, ko sem naredil diplomo, kar je bila moja obljuba do očeta, sem šel delati za 2 meseca v skladišče. Nisem iskal pisarniškega dela, ampak sem hotel videti, kako je to trdo delo, in dejansko takrat sem spoznal, kako težko pa trdo nekateri zaslužijo denar. Zanima me, kako gledate na formalno izobrazbo in pa, bom rekel, neformalno izobrazbo, ne? A se vam zdi pomembna bolj ena, bolj druga ali pa skratka kakšna? Mislim, da danes mi prehajamo v fazo, kjer formalna izobrazba daje predvsem to, kar sem poprej povedal, daje ti neko socialno komponento, pomaga razviti, bom rekel, čustveno inteligenco, se pravi, kako se obnašati v družbi. Ta neformalna izobrazba, mislim, da je pa čedalje bolj dostopna in je prav, da je temu tako. Zakaj? Ker podjetja iščejo, se pravi, širino, iščejo, se pravi, neka znanja, za katere mi ne vemo, da jih bomo šele rabili in so zdaj postala dostopna, kar je super. Predvsem ta koncept freelancerjev, kakor se pokaže, se pravi, mogoče v času naših staršev temu ni bilo tako, Mi veliko hitreje menjamo službe kot pa naši starši. Jaz velikokrat povem vic, da v Grosuplju so bile 3 firme, kovina, stroj, elektro, in če si se skregal s šefom, si šel naslednji dan čez cesto in si dobil drugo službo. Dan se pravi, moja generacija zamenja v povprečju 8-9 služb, moji otroci, če jih bo imel, ko jih bo imel, bodo zamenjali po 15-20 služb, kar pomeni, da bodo srkali predvsem druga znanja in ne samo tiste, ki jim da formalna izobrazba. A pa mislite, da je to v redu ali da je stvar doze, da se to hitro menjajo službe v bistvu, ne? Odvisno, kako gledamo. Jaz bom rekel, z vidika nekoga, ki želi zelo hitro zaslužiti več, je dober, ker je dokazano, da z napredovanjem najlažje dobiš povišico plače. Po drugi strani, prej vse to neka farsa, fama, zdaj on je zamenjal na CV-ju oziroma na življenjepisu 5-6 služb. Jaz to gledam mogoče zdaj z neke druge distance, da je probal veliko stvari in ima veliko več znanj. Širino. Se pravi, v uvodniku so omenila, ste zdaj v avtomobilski industriji, pa ko ste končali šolo, ste šli za 2 meseca v skladišče. Mogoče za zaključek prvega dela, kaj pa je bilo vmes?
Kako je potekala vaša poslovna pot? V bistvu jaz, ko sem 5 let nazaj imel, bom rekel, malo neprijetno izkušnjo, ko me je zagodlo zdravje in sem mogel, se pravi, čez noč praktično, zdaj se spomnim, ko mi je mama težila, da moram iti, če povem to po domače, na pregled, ker je mislila, da imam pljučnico in se iz tega izkazalo, da sem imel preurejeno srčno napako. Še zdaj se spomnim trenutka, ko so me v UKC-ju, vsem hvala doktorjem, še takrat za nazaj postavili iz tega, da sem se sam pripeljal na pregled, na voziček, na vse preglede, praktično čez noč se je moja športna kariera zaključila. Sem enostavno začel pisati prošnje in bom rekel, neka ljubezen do avtomobilizma je bila skozi. Sicer ne vem, kako se je razvila, ampak bom rekel, začel sem študentsko delo v podjetju Renault Nissan Slovenija. Iz tam sem prišel na SKB v področje kartičnih prevar. Imel sem takrat srečo, da se je v Gorenju takrat prišlo do prevzema strani Hisensa in sem bil 2 leti v Gorenju, torej na kuhalnih aparatih. In potem je kolega, ki sem mu tudi danes poročna priča, na Renaultu zamenjal pozicijo in me predlagal za pozicijo, katero je on zapustil. In tukaj sem po nekem srečnemu spletu okoliščin se vrnil nazaj v avtomobilističen svet, v katerem sem ostal danes in znotraj katerega raste. Super. Kmalu bova nadaljevala. Drage gledalke, dragi gledalci, predlagamo, da gremo na kratek odmor in se hitro vrnemo nazaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Tilen Hojić. In govorila sva pred pauzo o vaši poslovni karieri. Ampak tako zdaj, ko malo razmišljam, dejansko vi niste imeli vnaprej zastavljene neke poti, ampak ste se dejansko prepustili situacijam in zdaj delate tisto, kar vas veseli in ste zelo uspešni. Ja, imel sem, tako kot sem rekel, že na začetku izhajam iz tradicionalne družine, se pravi oba starša kot tudi sestra so delali, oba starša so zdaj v zasluženi penziji, pokoju, sestra so delali v javnem sektorju. Se pravi, in kle ta neka njihova podpora, da so podpirali mojo radovednost, da mene zanima milijon stvari, je pripomogla k temu, da so me vedno podpirali, ne glede na to, katero karierno pot sem zbral. In kle je bila, bom rekel, tudi njihova hvaležnost, da so vse te menjave mojih služb, ki sem poprej omenil, je bilo kar nekaj, podprl. In vedno so bili ponosni na mene, ne glede na to, kaj, zakaj sem se odločil. In kle jim bom rekel, do konca življenja zares zelo hvaležen. Ali pa mogoče ena izmed lastnosti mladih se pravi radovednost, je za to, da jo spodbujaš, pa greš za to potjo? Definitivno. Jaz velikokrat pogrešam, se pravi, danes ta nek preplet radovednosti, pa še vedno zavedanje discipline in trdega dela. Zelo velikokrat se zgodi, da mlade zanima enostavno zelo veliko stvari, niso pa fokusirane na določeno stvar. Mene, če bi zanimalo milijon stvari, pa se ne bi skoncentriral na avtomobilizem, bi še vedno najbrž stavil pa iskal samega sebe. Iščemo se tako celo življenje, pa nekateri se najdejo, nekateri se ne. Ampak bom rekel, da radovednost je nekaj, kar ti mogoče da konkurenčno prednost pred, bom rekel, kandidatom, ali pa enostavno te izstreli znotraj podjetja, firme, kjerkoli pred ostale. Velikokrat v Sloveniji imamo problem z izstopanjem. Nekdo izstopa, je drugačen, pove svoje mnenje. Jaz sem se velikokrat upekel, ampak zelo velikokrat sem pa tudi iz tega šel kot zmagovalec. In bom rekel, to je tudi ena izmed lastnosti, poleg radovednosti, da si upaš in bom rekel, ne smete biti strah, da se boš pri tem upekel. Pa da če se že upečeš, da greš ponovno poskušati, ne? Seveda. Katere ključne izkušnje v vaši karieri so vas najbolj oblikovale? Bom rekel, najprej večino vrednot, če izvzamem, kar sem že potegnil z družine, je bila tudi neka športna kariera, se pravi trdo delo, disciplina in pa predvsem organizacija časa, se pravi vse, kar rabiš, da si danes uspešen, ne samo menedžer, ampak česarkoli se lotiš. Velikokrat jaz se danes pogovarjam s starši, ker sem tudi, rečemo, 5-6 let opravljal delo trenerja. Šola je naporna, težko pokombinirajo milijon in eno dejavnost, rečemo moja generacija.
je bila primorana enostavno, ne, sem imel tudi svoje igralce, ki so poleg šole trenirali in delali, ne. Jaz sem imel, bom rekel, to srečo, da sem imel samo šolo in samo trening. In tukaj bom rekel, da so to še vedno stvari, ki me danes oblikujejo, jih probam prenesti na delovno okolje. Bi pa rekel neka lastnost, ki bi pa mogoče rad včasih dal mejo, pa modificiral, je pa trma, ki pač v športu mora biti, če hočeš biti uspešen, včasih po podjetništvu sami vemo, da če si trmast, ne rabiš iti glih vsak biznis. Ok, ja, res je. Se pravi, ena prelomnica v vašem življenju je bil situacija, ko so ugotovili pri košarki, da imate prirojeno srčno napako. Kakšno prelomnico v poslovnem življenju, da bi mogoče izpostavili, ki vas je zaznamovala pozitivno, mislim, lahko tudi ne? Se pravi, jaz sem imel to srečo, da po nekem spletu okoliščin, da sem 1.9. leta 2023, se pravi pri 27 letih, dobil priložnost, da v roki dobim vodenje znamke za celo Slovenijo. Tukaj je predvsem zahvala, se pravi, celotnemu podjetju. Kjer je znamka? MG. Se pravi, celotnemu podjetju Grant Automotive in pa se pravi MG, ki so mi dali to priložnost. In to bom rekel neka prelomnica, kjer se praktično mogo odrastati naprej. Si imel vedno nekega šefa, ki ti je kriv hrbet ali pa zadnico, če lahko temu povemo po domače, če se je karkoli šlo po zlu, kaj si bil pa kar naenkrat odgovoren za rezultate, za vse. To je bila zelo dobra šola. In bom rekel, to je neka prelomnica, ki me je izoblikovala do veliko večje mere, kot sem na začetku mislil. In to zdaj že drugo leto uspešno? Drugo leto uspešno, letos se je zgodil dodatni premik, da sem s 1.6. dobil priložnost vodenja znamke VinFast, torej vietnamske znamke električnih vozil za področje vseh držav nekdanje bivše države Jugoslavije in pa Grčije. Se pravi, mi je podjetje tukaj izkazalo še neko dodatno mero zaupanja. Tukaj se pa bom rekel, da gremo, kakor rečemo, med velike fante in bom rekel, da se veselim izziva. Hkrati je pa tukaj spravljena taka McDonald's omaka, sladko-kisla, veselim sem, pa hkrati me je tudi strah, ampak velika odgovornost, ne? Tudi odgovornosti, ampak verjamem, da je to vse neki del šole, izkušenj, grajenja posameznika za naprej. Vem, da ni vprašanje vezano na oddajo Moja družina, ampak res me zanima, pol je prihodnost avtomobilov v elektriki ali pa v tej kombinaciji? Kako vi vidite to? Bom rekel, da je v elektrifikaciji, če ne drugega, nas že zakon Evropske unije k temu silijo, ampak verjamem, da slej ko prej se bo zgodil prehod, smo pa še daleč do tega. Ok, se pravi, če se vrnemo nazaj na družino, lahko rečete potem, da dejansko družina ima velik pomen tudi, ko ste starejši, se pravi v trenutnem življenju. Ja, še vedno bom rekel, zdaj je veliko službenih poti, ampak zelo malo stvari prekaša, bom rekel, domačo govejo juho na delo, pa tensten krompir. In družina mi še vedno daje, bom rekel, neko varno zavetje, se pravi, vedno določene zadeve lahko predebatiraš ti s partnerji, tisti, ki jih imajo, nekateri predebatiramo to, se pravi, ob kozarcu, kakšne žlahtne penine z najboljšimi prijatelji, nekatere stvari pa moraš enostavno predebatirati znotraj družine in tukaj ta nek varen pristan, zavetje, ki ga še vedno daje družinam, mi zelo veliko pomeni tudi danes. Kaj pa vas danes motivira najbolj in kakšni so vaši cilji za prihodnost? Po mojem, da jaz, ko napišem cilje v naš program HR-a, se naš, bom rekel, kadrovsko včasih prime za glavo, ampak bom rekel, če povem najprej politično, biti najboljša verzija sebe, po drugi strani pa doseči vse, kar se da v svetu avtomobilizma, se pravi biti prvi po prodaji, oziroma bom rekel prevzeti znamke v prihodnosti prvo znotraj naše grupacije, se pravi znamke, ki so, bom rekel, bolj tradicionalne kot pa neke kitajske pa vietnamske, kar z njimi ni sicer nič narobe, ampak se pravi predvsem ta želja biti najboljši znotraj podjetja, ta, bom rekel, tudi kanček egoizma, kanček te, bom rekel,
Natutosti, če lahko temu Okej. rečem, mora biti, Srednja, mislim, ja. da mora imeti vsak menedžer in to je tisto, kar me žene naprej. Povejte mi, mladi, ki pridejo v bistvu na trg delovne sile, ki so visoko izobraženi, imajo zelo visoka pričakovanja glede prve plače, ne? Kako vi gledate na to, ne? Ker v bistvu sam nekako sem pa bolj mnenja tisti, da plača je posledica dobrega dela, ne da boš zdaj, ker si visoko izobražen, prišel, ne, moraš si nekako to zaslužiti, ne? Se strinjam, spet tukaj moramo gledati odvisno od kadra, kakšne določene panoge so zelo specifične in enostavno ti drugače, kakor za plačo ne moreš konkurirati, ker je strokovnjakov zelo malo. Predvsem jaz bi tukaj mladim priporočal, da poskusijo, zato tudi je poskusna doba, da sprobajo oni podjetje, da podjetje vidi, da se probajo začutiti, a ne. Ampak velikrat je pa tako, tudi bom rekel, znotraj podjetja realno dober delavec, kakor sem rekel, zelo gledano dolgoročno ne napreduje tako hitro, kakor pa če ima službo. In tukaj je visoka izobrazba, ki mu da neko osnovo, seveda se on, se pravi, pa izkušeno uči znotraj podjetja kot takega. Je pa pač boj za kadre neusmiljen. Vsi vemo, tudi pri nas, lahko povem, se pravi praksa, primer iz našega podjetja, kjer dejansko smo mogli dvigati študentsko urno postavko, ker so analize pokazale, da so študenti začeli klikati ranking, od kje do kje želijo biti določene urne postavke, a ne. In smo dejansko potem tudi določene študentska dela odpustili in smo šli striktno in samo na redno zaposlitev. Tudi iz tega vidika, kar se je izkazalo, bom rekel, za zelo pametno potezo. Ampak ja, se soočamo, tudi določene predstave, kot ste sami rekli, so nerealne, ampak potem enostavno ne pride skupaj, ne, s podjetjem. Super, zelo zanimiva tema. Glede na to, da nas čas preganja, predlagam, da gremo na kratek oddih in po oddihu naprej z debato z našim gostom. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami gost Tilen Hojić, mlad, uspešen vodja prodaje in marketinga v družbi, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov različnih vrst. Pa ravno zaradi vaše mladosti me zanima, kaj bi svetovali mladim, ki šele stopajo na poslovno pot, kaj ali pa katere lekcije ključne bi jim želeli predati? Predvsem, da naj bodo odprti, se pravi, ne pogledajo se prav več stvari, ki jih zanimajo, ne se samo skoncentrirati na eno panogo, razen če jih ta res specifično ne zanima, pa poskušajo naj biti odkriti in pa predvsem se dobro pripraviti. Kaj s tem mislim, velikokrat se na razgovoru zgodi, tudi meni se je zgodilo, da so prišli ljudje k meni na razgovor, pa niso znali našteti modelov, katere mi prodajamo, ne. Se pravi, moramo se zavedati, da je konkurenca ogromna, sploh za kadre danes, praktično mislim, pomanjkanjem dobrega kadra soočajo vsa podjetja. In tukaj ne bodo, bom rekel, ne zdržijo neko otroško radovednost, hkrati pa ne prenesijo neko disciplino in pa hkrati določeno mero realnosti, ko vstopajo na trg dela. Koga bi pa pri vas izpostavili kot največji navdih v vašem življenju? Predvsem mislim, da tukaj preplet ne bi mogel izpostaviti samo enega. Predvsem, če bi tukaj izpostavil eno osebo, če bi mogel izbrati, bi bila to moja sestra. Iz vidika tega, ker mi je skozi tudi guljenje šolskih klopi pomagala, kolikor je ona z mano včasih presedela, pa mi razlagala kakšne matematične probleme in ne morem plohi poplačam v suhem zlatu, v kakšnem srebrniku, a ne. Ampak predvsem bom rekel, da je bila to neka kombinacija primarno sestre, potem se pravi staršev, starih staršev in pa se pravi potem bratrancev, a ne. Zdaj bom rekel, Hojićev v Sloveniji samo 53, ne, neka zanimivost, vsi se med sabo bolj kot ne poznamo in ta povezanost tudi širše družine, ne samo primarne, je bila, bom rekel, tudi za moj razvoj zelo dobrodošla. Zdaj, ne predstavljam si, kolikor delate, ne, glede na odgovornost delovnega mesta, a vam ostane pa še kaj časa za šport ali pa sprostitev? Skratka, kako živeti življenje v ravnovesju?
Predvsem bom rekel, da moraš si ga znati dobro zorganizirati, pa moraš si znati vzeti čas zase in za prijatelje, družinske člane. Se pravi, moj urnik se nekje začne ob 4:15 zjutraj, vsak večer in vsak jutr, če bom rekel, če nisem glih na neki službeni poti, me to ne omogoča, poskušam prebrati 10 strani knjige zjutraj in zvečer. Za vikend, če sem tukaj, probam iti, se pravi, na najbolj obiskan hrib vseh Ljubljančanov, Šmarno goro. Lansko leto sem se reaktiviral nazaj v 4. ligo košarke, tako da probam tudi to komponirati v urnik. Predvsem pa bom rekel, probam delati veliko stvari, obiskovati koncerte, veliko potovati. Enkrat na teden, gdje sem generacija, ki je odraščala na TikToku, rečemo, probam nek TikTok recept, da si doma skuham eno večerjo. Predvsem probam uživati življenje in si vzeti čas za ljudi, ki so mi blizu. Da se, ne? Da se. Bravo. Zdaj, glede na to, da smo v digitalni dobi, ne? Me zanima, še kaj berete, prej ste omenili, ne? Eno klasične knjige, ker veliko mladih zdaj, bom rekel, posluša podcaste, pa zvočne zapise knjig. Podcaste poslušam predvsem, kadar grem na sprehod ali pa na, bom rekel, ko se vozim v Zagreb, ker imamo mi tudi sedež enkrat, dvakrat na teden ali pa na letali. Jaz sem pa ljubitelj knjig, se pravi klasike, ali je to papirnato platnica, ali je to trda platnica, ampak bom rekel, da probam tako, da vsak mesec preberem eno knjigo, glih zato, če mi preračunamo nekje 10 do 20 strani na dan, krat 30 dni je 300 strani. Ena knjiga, dobra. Dobra knjiga, ne. Tako da bom rekel, da probam tudi ta del ohranjati, ker si s tem širim. In to niso knjige samo, bi rekel, zdaj je to politike ali pa ekonomija, ampak so tudi o odnosih, o komuniciranju. Nekatere knjige mi podelijo prijatelji, znanci. Glih zdaj sem, rečemo, prebral knjigo mojega zelo dobrega prijatelja Nejca Krevsa, ki je imel, se pravi, zbirko Koluman, ali pa se pravi, tudi gost je bil v TV Ljubljana, Klarejeve Kukovičič, se pravi, malo veš o zvezdah. Bom rekel, tudi to mi veliko pomeni, da ljudi, katere poznam, da mi dajo svoje delo in lahko tudi skozi to njih mogoče spoznam na nek nov način, kakor jih poznam. Kakšna posebna knjiga, ki bi jo priporočil gledalcem in gledalkam? Mali princ. Mali princ. Mali princ, se pravi, knjiga, ki jo preberem vsako leto, pa vsak leto jo razumem drugače. Super, zanimivo. Kako gledate na potrošništvo in skozi družino, ne? Kako vpliva potrošništvo na družino? Odvisno. Zdaj, družine, ki so, bom rekel, da na nas gledano so stroški življenjski šli gor, na vseh področjih, verjamem, da je veliko družin bilo primoranih zaracionalizirati določene izdatke, če jih poprej že ni. Če si izgovorim iz lastnih izkušenj, mi smo zelo jasno imeli razdelan ta nek družinski proračun, ko gre za hrano, ko gre za položnice, ko gre za gorivo in tako dalje. Verjamem, da vpliva. Je pa tudi odvisno, kakšne vrednote glede denarja posamezniki prinesejo v družino oziroma v neko skupno zvezo, kakršnokoli je to. Kje pa vidite družino čez 20 let? To je zelo dobro vprašanje. Zdaj, jaz se tukaj vprašam tudi, a sploh bodo družine. Zdaj, zakaj postavljam mogoče tako zelo kruto vprašanje, je, se pravi, neke statistike kažejo, da se čedalje več ljudi odloča, da je samih, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tako da mi moramo dejansko razmisliti, tudi realno si postaviti vprašanje, kakšne bodo družinske partnerske zveze čez 20 let, na kakšnem nivoju bodo obstajale. Predvsem pa, če že bodo obstajale, verjamem, da bodo bolj individualistične, da bo število otrok manjše, kakor so zdaj, da ne bodo več tako obširne, široke družine, kakor so. Lahko pa, da me vse demantira in se pravi, bodo roboti prevzeli vse in bomo ljudje tukaj namenjeni izključno in samo, bom rekel, reproduktivno in naravi, ki je naša primarna. V bistvu čas bo pokazal, ne? Čas bo pokazal. Mogoče za konec bi še kaj posebnega želeli sporočiti gledalcem, gledalkam, ki se ukvarjajo s podobnimi izzivi, kot jih imate vi. Da se ne zavedajo vnaprej, da bodo
kdaj pa kdaj padel, da ni noben popoln. In pa da naj izkoristijo mentaliteto, ki je imel Rocky Balboa v vseh 5-6 delih, da te noben udarc ni tako močen, da se po njemu ne moreš pobrati. To bi sporočil, kar se tiče poslovnega dela, kar se pa tiče zdaj družine, ki je, se pravi, primarna tema, bi pa rad samo sporočil, da naj se imajo ljudje radi in da naj zadržijo to neko pristnost, ki jo imajo, ker konec koncev, ko ti potegneš črto, družina je tista primarna celica, nekako, kot sem rekel, varen pristan, ki ti bo konec koncev na koncu vedno ostal. Najlepša hvala za res lepe zaključne misli. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da vam je bil ta intervju zelo zanimiv in vabljeni k ogledu naslednjih oddaj Moja družina.